Spoštovani, prav lepo pozdravljeni tukaj v novem ambientu Slovenske matice, torej v naši zgornji dvorani, ki jo načeloma uporabljamo bolj ali manj za sestanke našega članstva. Danes pa smo se tu zbrali v prav posebni priložnosti in seveda tudi z našim dragocenim članom, doktorjem Salvatorjem Žitkom, zato, da bomo spregovorili o knjigi Med Benetkami in Dunajem. Zagotovo vsi, ki ste danes tukaj zbrani, poznate avtorja in tudi soavtorico, doktorico Brigito Mader, pa vendarle mi dovolite nekaj kratkih besed. Rojen v Črnomlju, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, je leta 1966 dr. Žitko diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani zgodovine in umetnostne zgodovine. Po diplomi se je vrnil v Koper in se tam zaposlil v mestnem arhivu. Bil profesor zgodovine in estetske vzgoje na gimnaziji, potem pa, kot ga poznate, dolga leta ravnatelj Pokrajinskega muzeja Koper, ki ga je vodil vse do leta 2004. Obenem je začel s sistematičnim raziskovalnim delom z področja zgodovine Istre in Primorske. Njegova bibliografija obsega več kot 170 enot. Je tudi predsednik Zgodovinskega društva za Primorsko, še vedno. Južno-Primorsko, ja. Tako, za Južno-Primorsko. In hkrati izjemen raziskovalec zlasti, kot smo rekli, zgodovino Istre, njene etnologije. V študijskem letu 2004-2005 je prešel na doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in leta 2004 tudi doktoriral, 2006 izvoljen v asistenta in pedagoško dejavnost opravljal vse do 2012 ravno z omenjenega področja. Leta 1999 je postal tudi član Akademije dei Concordi v Rovigu v Italiji, je častni član Zveze zgodovinskih društev Slovenije, prejel častno priznanje Izidorja Cankarja za temeljni doprinos k proučevanju kulturne dediščine slovenske Istre. Seveda pa, nikakor nazadnje, tudi ugledni član Slovenske matice, bil je sourednik knjige Slovenska Istra 2 in vanjo prispeval zelo dragocene prispevke z področja družbene zgodovine slovenske Istre oziroma tega, kar smo običajno prej poimenovali Slovensko Primorje. Tako da se mu tudi za to delo danes na nek način poklanjamo. Danes pa bomo seveda govorili o drugi temi, o kulturni dediščini na Slovenskem Primorskem, v slovenski Istri, o njenem odtujevanju, tudi izgijanju, njenem vračanju. In to je dr. Žitko objavil torej v tej novi knjigi, ki so jo založili založba Anales, pa Inštitut Iris in pa tudi društvo za zgodovino, kako je to zgodovinsko društvo za Južno-Primorsko, tako, tudi zgodovinsko društvo za Južno-Primorsko. Torej, omenila sem že tudi soavtorico, doktorico Brigito Mader, ki jo prav tako lepo pozdravljam danes tukaj med nami. Leta 1984 je doktorirala na Univerzi na Dunaju, na Filozofski fakulteti. Zaposlena je bila na Univerzi v Trstu, kot lektorica za nemški jezik in avstrijsko književnost. Od leta 2020 predavateljica na Univerzi na Dunaju, na oddelku za prazgodovino in zgodovinsko arheologijo.
Od leta 2023 pa deluje na inštitutu IRI za raziskave, razvoj in strategijo družbe, kulture in okolja. Znanstveno delo doktorice Brigitte Madar temelji predvsem na terenskih raziskavah in arhivskih virih. Njena raziskovalna področja so zgodovina znanosti s posebnim poudarkom na prazgodovinski arheologiji, kulturni dediščini in njenem ohranjanju, spodbujanju in podpiranju znanosti v Habsburškem cesarstvu. Ukvarja pa se seveda tudi zelo pomembno za naše področje slovansko arheologijo, recimo s kulturo karantanskih Slovanov in kulturo Dikötlah v okviru zgodnje srednjeveške poselitve v Furlaniji, Julijski krajini, pa z raziskavo glagolice. V svoji raziskovalni karieri je napisala 4 znanstvene monografije, ki so šle v nemškem in slovenskem jeziku. Tudi ona, nagrajena, častna članica Slovenskega arheološkega društva, leta 2004 pa je tudi prejela priznanje spominsko medaljo Marije Terezije na Češkem. Toliko o današnjih avtorjih. Torej, obeta se nam pogovor o dragoceni raziskavi, kot lahko vidimo že iz teh izjemnih bibliografij obeh današnjih avtorjev. Z nami pa je tudi akademik profesor dr. Vinče Komelj, ki ga prav tako lepo pozdravljam, ki bo tudi, vemo, izjemno umetnostni zgodovinski strokovnjak, avtor številnih monografij, nekoč tudi predsednik Slovenske matice, tako da seveda zna povezati vprašanje umetnostne zgodovine in vprašanje slovenstva, naše narodne identitete, o čemer bo tudi govora danes. Zdaj pa seveda se predajam besedo dr. Salvatoru Žitku za tem uvodnim vprašanjem. Med Benetkami in Dunajem je naslovljena vaša knjiga. Že ta razpetost ali pa utesnjenost in stisnjenost med dvema, rekla, pomembnima kulturnima središčema, tudi političnima seveda središčema, govori o tem, da se je naš prostor ne samo geografsko krčil, ampak tudi o tem, o čemer govorite vi, da se je dogajalo tudi na nek način, bi rekla, to na področju umetnostne zgodovine, brisanje naše kulture, in me zanima, katere so tiste ključne umetnine, o katerih govorite v tej knjigi, kje so, kako se je skozi zgodovino razvijal odnos do teh umetnin, ki so izginile na Primorskem. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi vsem prisotnim in tudi najlepša hvala tudi Slovenski matici, dr. Ignaciji Filip-Jarc in dr. Mirčku Komelju, da sta naklonila točno pozornost oziroma pri tej publikaciji, ki jo danes predstavljamo. Prav gotovo mi je v veliko čast, moram reči, da sta se vzela čas in vzela v roke to našo najnovejšo publikacijo in da bo danes pogovor res tekel o vsebini, ki smo jo sicer že pred kratkim predstavili najprej v Piranu, kar je normalno, torej logično, tam smo doma, to je tisti prostor, pravzaprav, v katerem jaz že toliko let bivam. Potem pa tudi v Kopru, razumljivo, ker sem bil več kot 20 let, kot omenjeno, ravnatelj tamkajšnjega muzeja in moram reči, da je ravno Koper tisto mesto, v katerega sem se starši preselil že tam nekje pri svojih 15 letih, torej tisto mesto, ki me je svojo izjemno bogato, dinamično zgodovino in zelo dragoceno kulturno dediščino na nek način oblikovalo. Moram priznati, to je mesto, ki je zelo vplivalo na me in še vedno vpliva, je nenehen izziv, torej ta tako imenovana forma mentis, veste, je povezana z tem mestom, v katerem sem odkrival neko drugo plat, pravzaprav
današnjega slovenskega nacionalnega prostora. Marsikdaj seveda z presenečenjem, z ugotovitvami, ki jih nekdo, ki se naseli, veste, ki ni rojen v tem prostoru. Jaz pač se tega zavedam, oziroma sem se tega zavedal, da na nek način sem se iz povsem drugega konca Slovenije preselil, ampak še pravočasno in sem se moral v bistvu potem, prvič sem se moral naučiti italijanskega jezika, ker ga nisem znal. Drugič pa začeti sprejemati vase, vso to specifičnost, ki v tem prostoru je prisotna in že na predstavitvi v Piranu sem naglasil, da sem lahko tako delo napisal pravzaprav šele ob koncu svojega dolgoletnega raziskovalnega in znanstvenega dela. Nikakor ga ne bi mogel napisati na začetku, kajti dejansko je ta prostor tako kompleksen, tako specifičen in preden ga spoznaš, to traja leta in leta, ampak seveda ni dovolj samo živeti v tem prostoru. Ni dovolj, bi rekel, iti na kavo v Lođo ali pa zdaj grem v Mignon, ker mi je blizu, ko živim v Portorožu, ampak dejansko je treba res sistematično pristopiti k raziskavam, k študiju tega prostora, da lahko v bistvu spoznavaš, kot rečemo, njegovo identiteto, njegovo dušo, njegovo pravo bit in sestavni del tega je prav gotovo to delo. Ni slučajno seveda, da sem se ukvarjal z tem področjem evakuacije in pa vračanja umetnin, ki je nedvomno, bi rekel, sestavni del tudi današnje realnosti. Morda se spominjate takrat, ko smo v bistvu pripravljali neko vsebinsko zasnovo slovenske Istre, tam sem pač omenjal, katere teme bodo posamezni avtorji, vključno z mano, predstavili. Sem rekel, pa vsega pa ne bomo mogli. In dejansko sem imel v mislih in mislim, da sem namignil, sem rekel, tega vprašanja evakuacije in da je pa nemogoče in povejte, ta knjiga pač potrjuje, da bi bilo nemogoče. In oziroma škoda stisniti na 2-3 straneh, ker se čisto preprosto ne da povedati. Ne dovolj, morda dovolj jasno, dovolj nazorno. Tako da sem prihranil to tematiko za kasneje, prihranil tudi zaradi tega, ker sem v dolgih letih, ko sem bil ravnatelj muzeja, sodeloval potem v raznoraznih, takrat še v nekdanji Jugoslaviji, komisijah za restitucijo. Vem, da smo se dobivali tudi s hrvaškimi kolegi, in kasneje smo se seveda dobivali tudi v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer na nek način smo že v času samostojne Slovenije nadaljevali pravzaprav z pripravljanjem nekega seznama, točnejšega seznama umetnin. In navsezadnje moram reči, da sem bil nekoliko razočaran, ko se to vprašanje pravzaprav je izginilo iz dnevnega reda, oziroma ko sem zaznal, da tudi v okviru našega kulturnega ministrstva ali pa zunanjega ministrstva nekega posebnega interesa za rešitev tega vprašanja ni več. Veseli me, da se je lansko leto ponovno pri slovenski vladi obnovila oziroma oblikovala medresorska komisija, ki jo vodi dr. Tomaž Kunstl kot veliko izkušen diplomat, dolgoletni naš ambasador v Vatikanu, in da so me lansko leto povabili tudi v njihov krog. Z veseljem sem seveda sprejel. No in zdaj na nek način ponovno razmišljamo oziroma pripravljamo neko strategijo, kako se lotiti tega vprašanja v odnosu do italijanskega prostora. Torej,
Ravno zaradi tega sem pač čutil potrebo, glede na moje delovanje v preteklih letih, glede na pridobljene izkušnje, je škoda, da ne bi teh stvari na nek način predstavil in dopolnil z novimi izsledki, ki sem jih našel bodisi v arhivih, zlasti v Piranskem arhivu in pa v relevantni literaturi. In moram reči, ko sem pripravljal to delo, jaz sem bil naravnost, bi rekel, presenečen, ko sem videl, koliko se naš sosednji prostor, italijanski prostor in mlajši kolegi ukvarjajo ravno z tem istim vprašanjem. Torej, tukaj gre za nešteto, ne samo prispevkov ali pa mogoče krajših razprav, gre za prave doktorske dizertacije, ki se jim italijanski mlajši kolegi posvečajo. To se pravi, da je to nek živ problem, nek žgoč problem za obe strani. Seveda vsaka stran ima nek svoj pogled, nek svoj odnos, neko svoje videnje tega problema, ki je pa prav gotovo povezana tudi z neko najnovejšo konstelacijo, pravzaprav situacijo, ki je nastala v tem obmejnem prostoru. Torej vsi veste, kako smo pred leti morali čakati na Škofijah, da smo šli lahko v Trst in z vsemi procedurami in tako naprej. Danes je še lahko prosto, v bistvu skoraj se človek niti več ne zaveda, kje je bil včasih še mejni blok, danes tega ni več. Danes na nek način se ta prostor oblikuje kot nek poseben, specifičen kulturni prostor, ampak jasno pa je, da ravno pri tem delu, pri najrazličnejših pogovorih, stikih in raziskovanju te literature sem pa ugotovil, da fizični izbris meje dosekati ne pomeni, da te meje niso ostale v določeni zavesti oziroma v glavah, in marsikaj mi to potrjuje in jasno kaže tudi na to, da ti pogovori oziroma nadaljnja pogajanja niti slučajno ne bodo preprosta, bodo zelo zahtevna in zato mi je v tem večje veselje, da sem to delo uspel oziroma smo uspela za kolegico dr. Brigitte Mader tudi pripraviti, pravočasno izdati, da bo morda lahko pripomoček tako naši diplomaciji, kot vsem tistim, ki se bodo v bodoče pogajali o vrnitvi umetnin in predmetov kulturne dediščine. Tako da na nek način seveda sem tukaj skušal res pripraviti en pregled, dovolj argumentiran tudi odgovor na marsikatere pripombe oziroma na stališča, poglede sosednje Italije, nekaterih njihovih strokovnjakov. Zlasti seveda nisem rešeno ostati dolžen Vittoriju Sgarbiu, ki sem ga posebno spoznal že, ko je začel pripravljati, razmišljati, takrat je bil podsekretar v italijanskem ministrstvu za kulturne dejavnosti, ko me je pravzaprav obiskal v Koprskem muzeju, takrat sem bil še ravnatelj, potem kasneje smo se videla v Rimu in nazadnje sem ga videl na tiskovni konferenci 2005. leta v muzeju Raguntela, ko pač so bila ta dela razstavljena in so potem, to je bila razstava tistih umetnin, ki so dolgo desetletja bila tako rekoč zaprta v tretnih prostorih Beneške palače v Rimu. Tako da vse te izkušnje so mi bile zelo dragocene pri snovanju tega dela, ki sem pač ga pa vendarle skušal opredeliti ne toliko v glavnem naslovu, med Benetkami in Dunajem, se pravi, da se umešča tam naš zlasti istrski prostor, se pravi obalna mesta, Koper, Izola, Piran, bodisi Benetke, ki so
kot veste, pustile neizbrisen pečat, zlasti v urbani podobi, pa tudi seveda v jeziku, morda tudi v prisotnosti italijanske skupnosti današnje. In pa seveda med Dunajem, ki pa je tudi pustil svoj pečat v tistem stoletju, torej od Dunajskega kongresa do konca Prve svetovne vojne, ampak nedvomno torej je pomemben ta podnapis kulturna dediščina kot predmet nacionalnega prestiža in istrske identitete. Tukaj je srž teh in v uvodnih poglavjih ste verjetno znali, da je to neka tematika, o kateri bi bilo možno še in še razpravljati, še in še govoriti. Nujno jo je treba poznati, da v bistvu zaznavamo tisti najbolj občutljiv del oziroma tisti verjetno najtežji del nekega dialoga med našim prostorom in sosednjim italijanskim prostorom, ki se še danes kaže oziroma ki se kaže v tem njihovem stališču, češ lete zdaj po tolikih letih, koncu je to vprašanje za italijansko stran ad acta, mi smo ta problem rešili. Italija se je pravzaprav na nek način oddolžila tudi tej javni sferi, tudi ljubiteljem, poznavalcem umetnosti, strokovnjakom zlasti s tem, da je umestila večji del tega, torej zbirke teh umetnin v muzeo Sartorio v Trstu oziroma v najnovejšem času tudi v muzej istorsko-reške dalmatinske civilizacije, oziroma oni pač pravijo, to je pinakoteka, torej tega muzeja, v kateri so še druge umetnine, ki jih v muzeju Sartoriju ni, in s tem, da smo dali tudi stari koprski arhiv v državni arhiv v Benetke, se pravi strokovnjaki, umetnostni zgodovinarji, imajo vse možnosti, da normalno obiskujejo, občudujejo, torej pišejo ali pa seveda, če so zgodovinarji, stopijo v Beneški državni arhiv in tam dobijo katerikoli fascikel, če hočejo in s tem se naj bi to vprašanje nekako zaključilo, zatrlo. Skratka, veliko tukaj je ena plat te se končala, se zaključila, jaz tudi se zaključujem to svoje delo z ugotovitvijo po eni strani, da dejansko je to vprašanje postalo oziroma ostalo neke vrste anahronizem današnjega časa in da spričo današnje situacije, ko ni več meja, ko je to enotni kulturni prostor, v bistvu postaja to vprašanje oziroma izgublja samo juridične dimenzije. To ni samo več pravno vprašanje, ampak zame, in jaz mislim, da tudi za vse ostale, to je globoko človeško, etično vprašanje. Vprašanje odnosa med dvema narodoma, med sosednjima narodoma, ki sta imela, seveda vemo, kakšno zgodovino v preteklosti, v katerem je pa danes vendarle prevladuje neko sobivanje, neko sožitje, naj bi, in naj bi seveda temu pristopali vendarle bistveno drugače. In še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, kot sta verjetno zaznala, jaz veliko pozornosti posvečam ravno vprašanju lastnine, današnje lastnine. To se pravi, tukaj gre več kot 80% tega gradiva je v cerkveni lasti, tudi danes. Se pravi, ali Italija s tem, ko si čisto preprosto prilašča te umetnine, zanika neko kontinuiteto, pravno, juridično, lastniško kontinuiteto tistih
verskih sredin, bodi samostanov, koprske škofije in tako naprej, ki so dejansko bili in ostajajo po moje, po principu lastništva, ostajajo lastniki, ne samo moralni, ampak tudi materialni lastniki teh umetnin in zato, kot boste videli, posvečam veliko pozornosti ravno tem neumornim prizadevanjem škofa Janeza Genka, prvega škofa samostojne koprske škofije, za vračanje umetnin, ki so nekoč krasile koprsko stolnico in da ne govorimo o samostanu Svete Ane, in morda tudi nekatere druge in seveda tudi starega koprskega škofijskega arhiva. In tako da je, on se je, bi rekel, največkrat v času svojega življenja vsako jesen srečal z Francescom Semijem. Francesco Semi je bil rojen Koprčan, on se je po vojni, bi rekel, potem preselil na italijanska tla, živel v Benetkah. S Semijem sta tudi mi dva imela dolga leta, bi rekel, zelo prisrčne odnose. Semi je bil eden tistih, ki se je zelo, celo življenje zavzemal za to, da se umetnine vrnejo nazaj. Jer umetnine se morajo vrniti nazaj in se je s tem v svojih člankih in tako naprej doskrat zelo zameril italijanski strani in jaz sem enega primera spomnim, leta 81, spomnil s kolegom Gardinom, umetnostnim zgodovinarjem, na enem simpoziju, zelo zanimivem simpoziju z naslovom L'umanesimo in Istrija, torej humanizem v Istriji. In na koncu predavanja je odprl to, načel to vprašanje in seveda je naletel zaradi tega na zelo mrke poglede in tako naprej. Torej, morda da strnem, poglejte, jaz sem pravzaprav o teh vprašanjih začel pisati, oziroma sem takrat sodeloval z kolegico dr. Sonjo Hojler, konzervatorko iz Piranskega zavoda za spomeniško varstvo. No in 2005 smo kot nek odgovor, pandan italijanski publikaciji opere Restaurate da Paolo Veneziano a Tiepolo, torej tudi mi pripravili dokaj izčrpno publikacijo, bogato ilustrirano z naslovom Italije zadržane umetnine iz Kopra izvora Pirana. K sreči, torej je bila publikacija trojezična. No in tako da tam prvikrat pravzaprav z kolegico Sonjo Hojler spregovoriva o teh vprašanjih, no in drugič je pa ta 10 let, mislim kasneje, pred par leti išla po njeni zaslugi, je pa ta znani dnevnik o umiku umetnin iz Kopra izvora Pirana, torej tedanjega ravnatelja Videmskega muzeja, ki je bil v bistvu, on je vodil dnevnik in je praktično to zelo dragocen vir. On je bil pravzaprav tisti, ki je potem držal roko oziroma čuval te umetnine, ki so jih leta 40, ki jih je italijanska stran, torej Carlo Someda De Marco, ki jih je italijanska stran leta 40 evakuirala v Vilo Maninin. Je vodil dnevnik in rekel, ta dnevnik je izjemno dragocen vir, da sledimo, vidimo, kaj se je dogajalo v tem času. Jaz sem doslej, torej pred to publikacijo, dva daljša sestavka objavil v naši reviji Analiz iz leta 2002 oziroma 2003, tako da praktično gre za neke vrste kompilacijo, seveda sem dodal še nekaj novih spoznanj, novih podatkov. No in kot rečeno, to je ta italijanska publikacija, ki je bila predstavljena na razstavi v Revoltelli Tržaški, torej opere d'arte Restaurate da Paolo Veneziano a Tiepolo.
No in v najnovejšem času, in seveda tudi to komentiram, morda je kdo med vami v Vili Mamen leta 2022 pravzaprav videl eno zelo zanimivo razstavo. To je bila bogato dokumentirana z zelo udarnim naslovom Guerra l'arte. Torej, jaz sem si tudi dva kataloga sta išla v tej priliki, jaz sem si oba seveda temeljito prebral in na nek način resignerano ugotavljal, sem rekel, jaz razumem, morda pred tolikimi leti je bilo težko priti v stik z italijanskimi strokovnjaki, kolegi in tako naprej in oblikovati ali neko pristopiti k tem vprašanjem samo skozi prizmo stroke. Ampak v taki razstavi, na taki razstavi k sreči ima, veste, tržaško nadzorniško, torej ta superintendenca v Trstu, izjemno bogato fotodokumentacijo celotne evakuacije, ki je potekala leta 40. Tako da so, če poznate Vilo Manen, je veliko, so veliki prostori, razstavljeni. Oni so napolnili vse te prostore z stotinami fotografij, ki so zelo bile same po sebi ilustrativne, kažejo dejansko na en velik prelom oziroma na nek trenutek, ki ga je Italija leta 40 pred vstopom v drugo svetovno vojno doživljala na lastnih tleh oziroma znotraj stroke, ko so s tem bili nekako strnu, ker je to seveda tudi izhodišče za neko mojo, ko Italija je pred neko temeljno dilemo, in sicer dilemo, ki se kaže skozi nazore ali pa tudi nekatere spise ali nekatere ukrepe tedanjega ministra za nacionalno vzgojo, torej to je bil ministro per l'educazione nazionale. Torej, to je zanimivo, da so takrat fašistične oblasti pravzaprav temu ministrstvu podredile vprašanje, zelo pomembno vprašanje celotne kulturne dediščine. To človeka pravzaprav preseneča. Torej, Giuseppe Bottai, ki je sodil seveda v neko elito tedanje fašistične oligarhije v Rimu in ki je moral pravzaprav leta 40 v skladu z tedanjo zakonodajo rešiti temeljno vprašanje. Kako se odločiti? Iz tega mejnega območja znotraj Julijske krajine, se pravi zlasti prostora današnje Istre, v skladu z jasno stoletnimi prepričanji ali pa morda seveda za nas predsodki italijanske strani, ki neprestano poudarja in govori o tako imenovani italianità dell'Istria. Se pravi, italijanski značaj Istre. Oni so globoko prepričani, da je Istra tudi skozi umetnost, skozi ta dragocena dela veneškega slikarstva in tako naprej, da je to popolnoma italijanska pokrajina. Torej, in njegova dilema je pač naslednja. Torej, če se odločimo za evakuacijo, to pomeni, da osiromašimo italijanski značaj te obmejne pokrajine. Toda po drugi strani so se verjetno zavedali, se je Italija verjetno zavedala tudi iz izkušenj španske državljanske vojne in tako naprej, kaj pomeni, pa tudi iz prve svetovne vojne, ker je bila v bližini takrat Soška fronta in vemo, kaj je pustila, kakšno razdejanje je pustila Soška fronta tudi na kulturnih spomenikih. To se pravi, torej, ali pa se raje odločimo, da masovno evakuiramo umetnine, najdemo v bližini nek dovolj velik, primeren
torej prostor, kjer bomo pač te umetnine in šlo je za okrog 500 zabojev, si zamislite, kakšna količina je to bila, in na nek način rešimo te umetnine, kot so napisali, pred vojnim pustošenjem in bombardiranjem. Jaz sem se že v Kopru, seveda v prisotnosti, ker so vedno prisotni naši kolegi iz italijanske skupnosti, vprašal, sem rekel, dragi kolegi, dajte mi povedati, leta 40, kdo je ogrožal Italijo leta 1940? Rekel, zakaj ti preventivni ukrepi? Zakaj ta strah, zakaj ta panika, zakaj odločitev o tako masovni evakuaciji, za katero v italijanski literaturi najdemo potem že iz časa prve svetovne vojne, ko je šlo za Benetke, za vprašanje Benetk, torej sami priznavajo, pravzaprav so rekli, to bo psihično zelo negativno vplivalo na populacijo, na živelj, ki tukaj živi. Torej, pač enostavno bo rekli, država ni več sigurna, da bo z vstopom v vojno, ne vemo nikdar, kako se vojna konča, lahko ta teritorij nekoč tudi zgubila. No in dejansko, bi rekel, so ta predvidevanja bila še kako upravičena, se pravi, da dejansko je Italija s to avanturo leta 1940, ko se je odločila, da na strani Tretjega rajha torej vstopi v drugo svetovno vojno, je tvegala izgubo tega. No in tukaj je ta ključen moment, ki je potem odločil, se odločimo za evakuacijo, no potem pa jaz sem skušal, jasno, tukaj po nekem tem, torej, oziroma časovnem traku, po nekem časovnem traku, v bistvu slediti usodi teh umetnin, ki so, kot vemo, v poznem beneškem obdobju krasile samostane, cerkve in tako naprej, privatne palače. V avstrijskem obdobju pa je en od prelomnih trenutkov, prav gotovo 1910. leta, tukaj vidite, kaj je bila takrat sposobna, vendarle še v času monarhije, pripraviti en tak čudovit, torej eno veliko razstavo, to je prva istrska pokrajinska razstava, torej Esposizione Republica Podistria, torej kjer so v veliki meri prvikrat tudi predstavili vse bogatstvo umetnin, ki so jih vzpostavili v današnjih prostorih samostana Svete Klare v Kopru. No in o tem sva ravno pisala z dr. Brigido Mader kot dobro poznavalko te problematike, tega obdobja, tukaj smo v bistvu začela sodelovati. No in tako da je to eno od teh prelomnih trenutkov, ki bi rekel potem sledi, ki mu potem sledi nadaljnji razvoj usode teh umetnin, lahko kar naprej. Torej, tukaj seveda je na nek način prvikrat v naši literaturi, jaz odmerjam, pa tudi kolegica Brigita Mader, odmerjava veliko pozornosti pogajanje, zavračanje umetnin in predmetov kulturne dediščine po prvi svetovni vojni. To se pravi, po razsulu Avstro-Ogrske, po propadu monarhije, torej teh zelo mukotrpnih pogajanj, ki so potekala v okviru Saint-Germainske pogodbe na Dunaju v letu 1919, 20, 21. No in seveda tudi v soočenju nekaterih na italijanski strani. Italijanska stran je pa da je imela na Dunaju takrat 120 članov, te si zamislite. To je bilo neverjetno. Na avstrijski strani so nekateri, rekel, res izjemni strokovnjaki, med katerimi prav gotovo, torej ni treba posebej izpostavljati Maxa Dvoržaka, se pravi
tega uglednega umetnostnega zgodovinarja, torej predstavnika Dunajske šole, naš Stelese. Mislim, da bi se ga spomnil in marsikdo tudi drug. No in tukaj je, kako naprej, tukaj je njegovo, torej Dvoržakovo odprto pismo z izvirnim naslovom Ein Brief an die italienischen Fachgenossen, torej, kjer lahko, bi rekel, si preberete njegova stališča, ki so zame ključna, temeljna stališča stroke, torej umetnostno-zgodovinske stroke, torej, ki pač italijanski strani ob njihovem prepotenciji, to je bila, bi rekel, prav neverjetno, torej, kako se Italija po prvi svetovni vojni, ker se je znašla med zmagovalci, kako se je znala obnašati, torej, proti Avstriji, kot neki vendarle državi. In gledajte, tukaj praviš sklicevanje na vaše domoljubje oziroma nacionalni prestiž. In jaz govorim veliko o prestižu, ne more upravičiti tega, da ste se polastili umetniških del iz naših galerij in muzejev, ali so za vas res tako nenadomestljiva. Na določen način bi lahko začel verjeti v to, da ste vi, uradni predstavniki vaše stare umetnosti, postali pričevalci in glasniki tistih velikih umetniških imen, katerih dela so najbolj cenjena in iskana. Torej, pravi, po mojem ni razlogov, na katere bi se lahko naslonili, ne pravnih, ne moralnih, gre zgolj za priložnost, ki vas je navedla na to, da ste svoji vladi priporočili, da počne to, kar sicer preprosto imenujemo plenjenje. Res je, da je prišlo v minuli vojni do ropanja umetnin, opreme in kulturne dediščine, tudi po krajih na območju Furlanije, je pa treba razlikovati med revnimi, napol sestradalnimi vojaki in tako naprej, in pa seveda, in pravi pol na koncu, že v letih prve svetovne vojne, ste nas zasuli s klevetami in žalitvami, in tega najdete v literaturi zelo veliko, v svojih delih in pamfletih, vendar se nismo nikoli bojevali proti vaši kulturi, umetnosti in znanosti. V nas je ves čas ostajal živ duh enega največjih italijanskih sinov, politika in raziskovalcev umetnosti Giovannija Morellija, ki je izrekel naslednje plemenite besede: vzvišena umetnost, čista umetnost. Bil je prepričan, da sta bila nemško in italijansko ljudstvo bolj povezana kot druga ljudstva, da sta ohranjala vezi v času, ko je spredkavljanje mogočnih velesil vodilo do tega, da je potrebno razširiti krvavo baklo spolov tudi med nami. Vi, gospodje, ste izgubili tega duha, vendar to ne pomeni vaše zmage, temveč poraz. To so besede, res pomembne besede Maxa Dvoržaka, ki jih seveda sem našel tudi v italijanski literaturi. Bil sem presrečen in bi rekel tudi z dokaj neko objektivnim pogledom. Tukaj seveda je bi rekel, sta dva zemljevida, geografski, ki povesta pravzaprav vse. Se pravi, da praktično vemo, da je od padca Beneške republike ta obmejni predel pravzaprav prišel pod Avstrijo, potem za kratek čas pod francosko dominacijo, pod italijansko kraljestvo pa Ilirske province in potem v dolgem 19. stoletju seveda pod Avstrijo kot avstrijsko primorje in po prvi svetovni vojni z razsulom in propadom Avstro-Ogrske, seveda je ta po klauzuli tajne Londonske pogodbe leta 15, vemo, je Italija zasedla ta obmejni teritorij in vzpostavila to tako imenovano rapalsko mejo in je logično seveda, da je italijanska dominacija tukaj povlekla za seboj cel kup nekih drugih posledic, ki se kažejo tudi na odnosu do dedišča. Se pravi, če je prej Avstrija vzpostavila svoj sistem, ker ima že tudi svojo zakonodajo na tem področju, je
Kraljevina Italija med obema vojnama vzpostavila svoj sistem, seveda s svojimi strukturami, ne, in tako da je pravzaprav dejansko, rekel, tukaj nastala neka, v krajšem času neka totalna, tudi gledano, čisto juridično, ne, je nastala, rekel, neka zelo konfliktna situacija, kar je pomembnega, ne, je v času med obema vojnama nastala končno kot posledica prve istrske pokrajinske razstave formiranje muzeja v Kopru. To je palača Monitako nekdanja, kjer so vzpostavili temelje mestnemu muzeju za zgodovino in umetnost, torej muzeja Civico di Storia ed Arte, in torej, kamor so začele prihajati tudi umetnine, ki jih je uspelo Italiji po Saint-Germainski pogodbi iztrgati Avstriji in so potem tu, rekel, med obema vojnama krasile glavno dvorano in druge dvorane z vrsto takrat, moram reči, kaj sposobnih ravnateljev, italijanskih ravnateljev te ustanove. Naprimer, to je ena od razstav, torej Mostra di là. No in tukaj je pa potem cel kup po seznamu, ki ga je pripravila Sonja Hoer, torej so prvič reverzi in drugič umetnine, ki so krasile takratno koprsko muzejsko zbirko. Torej, to so dela, ki so črno-bela, ki so pač v nekdanji. Barvna so že po zadnjih restauratorskih posegih, ki so seveda bila potem prisotna na razstavi v muzeju Montella in se danes nahajajo v muzeju Sartorija. No in tukaj gremo lahko kar po vrsti. Naprimer, to je eno od ključnih del, ki ga vsi poznate verjetno. Torej, vhod Sebastiana Contarinija v koprsko stolnico, ena od zelo znamenitih pomembnih del Vittorija Carpaccia iz leta 1517. Morda samo en utrinek za primer. To delo se pač nahaja, je bilo med obema vojnama v koprski pinakoteki, potem, kot rečeno, prenešeno bilo v njeni in končalo v Rimu in potem seveda v Izrael Sartorija. Leta 1517 sem bil jaz, mislim, da je bil že drugi mandat, namreč mene je Humanistično društvo Histrija predlagalo za člana neke stalne komisije za valorizacijo kulturne dediščine Istre in Kvarnerja. Sedež te komisije je bil v Benetkah. Italija je seveda zelo taktično pravzaprav v bistvu skušala z financiranjem ali sofinanciranjem nekaterih restauratorskih posegov, rekel, v muzejih, ustanovah, cerkvah, samostanih, v tem nekdanjem obmejnem območju, na nek način obdržati roko nad to dediščino. No in oni so pač predlagali Sartoriju, pa dejte vi iz vašega ozemlja predlagati morda 2-3 predstavnike, ki bodo skupaj z ostalimi člani vsako leto pregledali ta celotni seznam prošenj, zahtevkov po dodelitvi finančnih sredstev za restauratorske posege. No in ker je bilo leto 2017, sem jaz, ker smo bili zbrani v sejni dvorani in so na koncu sedeli najvišji predstavniki dežele Veneto, kolonije Veneto, sem rekel, gospodje, jaz bi prosil, jaz bi imel en predlog. Sem rekel, kakšen? Sem rekel, nekaj. Sem rekel, ob 300-letnici praznovanja Giuseppe Tartinija, njegovega rojstva, sem rekel, je bila velika slovesnost v Piranu. In takrat je bil naš muzej še na nek način je tudi bil pri
pristojen za Tartinijevo spominsko sobo, seveda z vsemi dragocenimi eksponati in tako naprej. Takrat so prišli do mene predstavniki enega znanega beneškega ansambla, solisti Vejniki, s prošnjo, če bi lahko njihov ansambl posnel novo CD ploščo z Tartinijevo glasbo in torej bi na to violino igral znani ali priznani italijanski violinist Ugo Uti. Se rekel, lejte, to je težko, težko bo vaši prošnji. Se rekel, veste, kaj pomeni, to je ena od dveh Amatijevih violin, na katere je Giuseppe Tartini igral in to je, bi rekel, najdragocenejši eksponat v njegovi spominski sobi. Se rekel, lejte, mi naredimo vse, karkoli zahtevate, torej plačamo, ne vem, za brovanino, torej skratka, v bistvu se jih nisem mogel rešiti in sem rekel, v redu, sem rekel, lejte, jaz moram dobiti tudi dovoljenja naše, torej iz ministrstva in tako naprej. Dejansko, res, vse se je šlo in ta violina je šla v gledke, posneli so nov CD in vse se je srečno končalo, violina je prišla nazaj, smo dali. Jaz sem to zgodbo, sem prisotnim, saj kolete. Letos mineva 500 let od nastanka te zelo dragocene Carpacciovega dela, torej vhod Sebastiana Contarinija, vemo, torej vsi strokovnjaki umetnosti vejo, kaj ta žanrska podoba v tistem času pomeni, kaj predstavlja. Torej, ali ne bi bilo možno, da jo vzamemo za en teden, jo prenesemo v Koprski muzej ali Petovsko palačo, organiziramo nek strokovni posvet strokovnjakov, se rekel, in mislim, da bi na to temo ali pa morda bi bila tudi priložnost, da vendarle ena in druga stran najdeta načine, poti, da bi se morda tudi kakšna druga dela lahko začela počasi, vsaj občasno vračati in bi lahko tudi naše prebivalstvo, ki danes živi v tem prostoru, bilo deležno tega estetskega užitka. Poglejte, torej po mojem dolgem govorjenju je zavladala samo totalna tišina in nekaj začudenih pogledov in nič več. Torej jaz sem razumel, da je ta problem ali pa nek zadržek globok na italijanski strani in to med izobraženci tako globok, da bo, ne vem, če sploh kdaj presežen in ali bo možno tu spostavljati nek, ne vem, dialog, veliko vse na strokovni ravni, tako da, kot rečeno, to je veliko ta primer te neki, no jaz tukaj, bi rekel, potem prikazujem te Fausto Franco, ki je bil takrat superintendente, ki je bil zadolžen za evakuacijo, in rekel ta Carlo Someda de Marco, ki je bil potem vsa ta leta nekako pristojen za čuvanje in ki je napisal ta svoj dnevnik. Tukaj je Vila Manin, seveda vidimo ta prevozniško podjetje Rojati Traslovki, ki je vozilo te zaboje v Vilo Manin. Tukaj vidimo prav, kako so naloženi ti zaboji, in prav vidimo muzejo, Capodistria, muzejo di storia dell'arte, tukaj v tem so bili počne. No in kar naprej gremo. Giuseppe Botai, vidite, to je ta Giuseppe Botai, ki sem ga prej omenil, minister za nacionalno vzgojo, ki je, kot rečeno, bil tisti, ki se je potem odločil za evakuacijo. No in zdaj smo pa pri teh bistvenih vprašanjih, ki so povezane seveda že z
časom, z bližnjim časom in torej tudi z nekaterimi posebnostmi, dogodki, ki so žal šli v pozabo. Poglejte, en od ključnih momentov, kjer je takrat torej nastopila možnost, že leta 71, je nastopila možnost, da bi zlasti umetnostno zgodovinska stroka slovenskega, hrvaškega dela Istre, bližnje Furlanije in Koroške, torej da bi na skupnem sestanku oziroma na nekem strokovnem srečanju zasluga je torej tega Janeza Mikuža, takratnega kustosa, Janeza Mikuža, ki je bil takrat kustos za umetnostno zgodovino, zgodovino smo se poznala, v Koprskem pokrajinskem muzeju. Še danes pravzaprav ne vem, kako je temu človeku uspelo dobiti skupaj tako eminenten krog umetnostnih zgodovinarjev iz sosednje Italije, Slovenije, Hrvaške in Koroške, ki so slikani na muzejskem vrtu. Med njimi, tukaj se ogledujejo zakladnico Koprske stolnice, med njimi je bil priznani umetnostni zgodovinar Michelangelo Muraro. Michelangelo Muraro, torej namreč drugi dan izgleda, da so se napotili na Pirani. To je celotna druščina, tam so se ogledali nekaj manjših cerkva. In Michelangelo Muraro je imel v prostorih današnje piranske občine zelo zanimivo predavanje o Carpacciovem delu oziroma njegovem kratkem bivanju v Piranu. Ob tej priliki, torej ko je zaključil, je Michelangelo Muraro predvsem zelo glasno rekel, poglejte, ta dela, o katerih danes govorimo, zlasti Carpacciova dela, se morajo vrniti nazaj na kraje svojega izbora. To pravi, besede, ki so prišle iz ust enega takrat najvidnejših, najuglednejših umetnostnih zgodovinarjev. Zaključek, še to, zaključek tega, bi rekel, prvega skupnega predstavnika oziroma vodja našega dela je bil doktor Emilijan Celc. Zaključek je bil, naj se formira v Vili Manili nek bodoči center umetnostnih zgodovinarjev treh dežel, oziroma naj se pripravi oziroma postopno oblikuje nek centralni register celotne premične kulturne dediščine tega obmejnega prostora. Torej, s tem so rekli, da se naslednjič sestanemo v avstrijskem Grazu in da se tam detaljne dogovorimo, kakšna bi bila metodologija tega registra, se pravi, katere podatke, katera dela, skratka, vse to je obetalo dejansko umetnostno zgodovinski stroki neko torej, izjemno pomembno pot, način, strategijo, ampak žal iz tega se ni izcimlo nič. Torej, kaj je bilo v ozadju, zakaj je ta rekel, res prvi korak, ki je veliko obetal, težko rečemo. Hvala Bogu, da je Janez Mikuž, pogledajte, vse to zabeležil v neki brošuri z naslovom Srečanje umetnostnih zgodovinarjev treh dežel, slikarskega urbanizma, torej v slovenski Istri, v Kopru 14.15. aprila. No in tukaj pogledajte, kdo se z naše strani slovenske, če udeležil tega sestanka, mislim, da jih poznate vse, Stane Bernik, Aleksandar Basin, Anica Celc, torej Vanda Ek, to so bili tudi Hrvatje, Majda Frelih, dr. Branko Pučič, Milena Kol, profesor dr. Kruno Prijatelj, Mirko Kandič, Breda Kodin, in potem pa še Mirko Kos, Janez Mislesnen, dr. Ksenija Rozman, Emil Smoler, prvi ravnatelj Koprskega muzeja, profesor Frances Tele, Marjan Vigmar,
Marjan Zadnikar, Marija Greden, Milan in Tatjane Volt se še celo spominjam, ko sem pisal umetnostno zgodovino, mislim, da smo bila kolega, ona je potem odšla v Italijo in si tam poročila in Milano, tam je bil temeljno galerijo. No, tako da, tu sta pa zdaj prvi dve, tukaj zasluje Janeza Mikuža, torej prvi dve večji pregledni razstavi, ki se jo spomnim, v vrtnem nadstropju Koprske lože, zelo dragoceni slikarstvo 16. 17. stoletja in potem 18. stoletja, ker je skušal vse to, kar je ostalo na naših tleh, pravzaprav predstaviti in opisati, torej tudi strokovno, in izdati oba kataloga. In tukaj je ta potem seveda že moj Vittorio Sgarbi, to se pravi, to je ta potem že moje angažiranje, se pravi ta njegov sestavek, ki sem ga omenjal, se pravi istrska umetnost in njegovi temeljni oziroma njegovi pogledi, njegova stališča in razlogi. Prvič je rekel za to, da sem se odločil, da končno po tolikih desetletjih vse te doslej skrite umetnine vendarle dam na ogled širši javnosti, zlasti stroki, ampak hkrati seveda, da tudi utemeljim, zakaj pa bodo ta dela ostala na italijanskih tleh. Tukaj je pač Museo Sartorio, kjer so danes te najdragocenejše umetnine, Museo Sartorio v Trstu, ena od dvoran razstavnih. Potem, no, tukaj je ta bistvo problema njegove, ki jo pač seveda, ki jo jasno skuša obrazložiti, pravi zamisel, da bi v Trstu postavili stalno razstavo umetnostno-zgodovinske dediščine Istre, če tudi ločene entitete, pravi bi morala biti vsega spoštovanja vredna, predvsem zaradi zgodovinskega spomina in dostojanstva do italijanske komponente iz Istre in od katere ne Italijani, ne Slovani oziroma celotno človeštvo ne more več zahtevati še dodatnih žrtev. Torej muzejska zbirka, ki daje na ogled enega od svojih najbolj plemenitih in ustvarjalnih nagibov, naj bi postala kraj kolektivnega spomina ter zavesti za preteklost, sedanjost in prihodnost v dobrobiti stranov, pa tudi Italijanov, Slovencev, Hrvatov oziroma vseh ljubiteljev umetnosti, ki naj bi jo doživljali in doumeli kot svojo veliko kulturno in družbeno vrednoto. Človek pravzaprav niti ne more osporavati, da te ideje niso dovolj humane, dovolj, rekel, ampak pač vemo pa, kako je znal Sgarbi, jaz sem ga spoznal v raznih prilikah, kako je znal Sgarbi obrniti ploščo kompletno. Enkrat, ko sva midva govorila 1 uro v Koprskem muzeju in potem, ko sem ga poslušal, ko je sedel med predstavniki etničnih organizacij v Trstu, predstavitvi ob tej razstavi seveda je bil to popolnoma drugi Vittorio Sgarbi. No in tukaj so pa, rekel, zdaj nekatere tiste dragocene oziroma tudi ali publikacije ali prireditve, ki so veljale zlasti Carpacciovemu delu v Piranu, ki je danes vemo prisotno v Muzeju Antoniano. In nekatera dela, ki pač govorijo o teh umetninah, na srečo jih je veliko, in gremo naprej. Tukaj je Federico Zeri, s tem na nek način, torej tisti veliki umetnostni zgodovinar, ki je bil leta 1976, tudi pri nas, oziroma leta 1983, veliko sta sodelovala z Ksenijo Rozman in je bil v Narodni galeriji ob razstavi tuji slikarji v Narodni galeriji. In tudi on je bil tisti, ki je zelo jasno in glasno rekel, dajte čim prej sestaviti nek realen seznam zahtev umetnin, ki naj se vrnejo iz Italije,
ker nimajo tam kaj iskati. Je rekel, v Italiji imamo vsega preveč, je rekel, ta dela se morajo vrniti nazaj. Je, kot vemo, mislim, da leta 86 dobil potem tudi našo neko priznanje, veliko državno. Ne. Tako da, no, tukaj je palača, Beneška palača, v kateri sem bil dvakrat, nazadnje, kot rečeno, ne, v času te tiskovne konference, ki jo je Vittorio Sgarbi leta 2002 sklical in ker smo prvič videli tudi ta naša dela. Civico Museo Revoltella, ker pač vemo razstava. No, torej, moj nekdanji predhodnik v Piranskem muzeju, dr. Miroslav Pahor, ki se je tudi veliko zavzemal, prizadeval, da bi ta dediščina ne odhajala iz Pirana, torej tudi Piranski muzej. No in tukaj je pa nekaj teh pomembnejših del, ki so odhajala z obalnega prostora, zlasti iz Pirana, že kar od začetka 19. stoletja, torej eno od najbolj takih velikoslavnih, ampak danes čisto enigmatično ne vemo, kje je končala, torej to je eno najbolj slavnih del Domenica Tintoretta. No in druga so pa seveda iz nekaterih manjših cerkva v Piranu, torej Marije Snežne stolnice, potem iz frančiškanskega samostana. No, tukaj je zbirka, slikarska zbirka v frančiškanskem samostanu iz del, tukaj je Piran, pač iz začetka 20. stoletja. No, potem je škof Janez Jenko, o katerem sem že govoril, ki je pač eden od prvih zelo pomembnih ravnateljev Koprskega muzeja, Antonija Valize, in njegovo dragoceno delo Dvomnika pod Istrija. Potem je nekaj publikacij, ki so išla, torej v okviru, naprimer, arhivske ustanove, popisni dediščini, torej potem nekaj del, rekel, italijanskih kolegov. No in, rekel, eden od zelo pomembnih poznavalcev, obiskovalcev, torej svetovnih razstav, ki je nekaj pomenljivih misli napisal tudi o ogledu prve istrske pokrajinske razstave, je bil avstrijski nadvojvoda Ludvik Salvator. Tako je izgledal Koprski muzej, ko sem jaz prišel vam, leta 77, torej za tem lepim svet. No in to za prvo postavitvijo, ki jo je Janez Mikuš pripravil v glavni dvorani. Tako izgleda pravzaprav danes. No in tukaj je še nekaj del, torej po seznamu Sonje Hojer, lahko kar do konca. Tako da vidite pravzaprav približno za katera dela gre, na podlagi katerih dokumentov in tako naprej. Skratka, da gre za zelo kompleksno, jaz sem pač moral reči, da sem se kar namučil, da sem uspel uskladiti, rekel, ta čisto ikonografski del, se pravi oris, torej teh del, ki so nastajala od srednjega veka pa tja do 18. stoletja, za problematiko, ki je, kot vemo, zelo kompleksna, ki je zelo zahtevna in torej, seveda pa sem se zavedal, da bi bilo nesmiselno, da samo na široko, načelno pravzaprav odprem vprašanje torej restitucije. No in tukaj zaključujem pravzaprav z neko svojo ugotovitvijo o tem prostoru, v katerem koncu živim, že od svojih otroških let. Se pravi, gre torej za prostor, ki ga ne moremo, se pravi obalni prostor, ki ga ne moremo ocenjevati površno in enostransko, kot se je to prepogosto dogajalo v preteklosti, pa tudi dan danes, prostor, ki ne prenese etiketiran te ali one vrste in seveda te, ki je bilo veliko, saj z vsem, kar premore, zlasti s svojo urbano podobo in bogatstvom ter raznolikostjo svoje kulturne dediščine, izžareva univerzalno govorico,
ki presega zgolj današnji čas, z vso paleto problemov, ki smo jim sicer priča, pač pa pooseblja duh časa in prostora, tako preteklega kot današnjega, v katerem živimo in uravnavamo svoj odnos do danosti in vrednot, ki nas obdajajo. To so moje zaključne misli, torej tudi o tem prostoru in na nek način bi rekel, en kolega je rekel, veš kaj, jaz pa občutek, kot da si ti napisal svojo poroko. Se rekel, da je ravno poroka, ampak vendar je nekaj, kar mi je ležalo na srcu leta in leta in kar sem uspel vendar spraviti na papir in izpovedati, ker tukaj, veste, je bilo treba vzpostaviti odnos, ne samo do prostora. Prvič je bilo treba vzpostaviti odnos tudi do današnje italijanske manjšine, kar ni preprosto. Italijanske manjšine in tukaj so me zelo, se zdaj bom končal, so me zelo prizadele besede, ki sem jih moral slišati iz ust vodje italijanske delegacije na Brionskem sestanku, ko smo zelo dopovedovali, smo rekli, za Boga nekaj ne morete trditi, da danes ni več italijanskega življa v Istri, da je Istra zgolj samo slovanska, da je tu samo slovenski in hrvaški živelj. Sem rekel, tukaj v vseh mestih delujejo italijanske skupnosti, imajo svoje sedeže, so zelo aktivni, pa in potem tako malo je pogledal, je rekel, sapete, per quelli che riguarda quelli italiani che sono rimasti, quelli non sono più italiani veri e propri. To se pravi, to niso več, tisti, ki so ostali, pravi pravcati resnični italijani. Poglejte, mi vsi, ki živimo, imamo cel kup, jaz imam celo vrsto zelo dobrih kolegov iz ravno teh Italijanov, s katerimi se normalno razumemo, normalno komuniciramo. Moram reči, da oni nas cenijo, mi njih. To se pravi, da je tu ta aroganca vendarle malo kaže na to, da je na italijanski strani, veste, imam človek res občutek, da se je čas njim nekako ustavil na nekih mejnikih iz ne vem katerih časov, oziroma so še vedno polni nekih predsodkov. Torej, toliko hvala za vašo pozornost, jaz sem bil nekoliko dolg, ampak kot rečeno, veste, to je problematika, ki jo je res težko strniti na parih straneh, ki zahteva veliko nekih samorefleksije, torej nekih globih spoznanj in tako da res sem še enkrat vesel in počaščen, da sem lahko danes del te problematike predstavil tudi, kajti seveda prav gotovo mi je veliko veselje, da slišim tudi iz tako vladajnih ust, kot je vaš mnenje o tem delu, pa seveda tudi kolegov, koliko so že oziroma. Ja, malo smo že izčrpani, pa močno smo prekoračili seveda načrtovano obseg te prireditve. Moramo vendarle povedati, da je knjigi dodan oziroma tudi razdelek v nemščini, ki ga je napisala dr. Brigitte Mader in ki govori o italijansko-avstrijskih odnosih na področju kulturne dediščine. Morda nekaj stavkov tudi o tem? Ja, jaz sem spremenila nekaj, ne vem, pa je to predolgo zdaj. Ja, zdaj se bosta mogla biti razmena, kako bomo, ker smo kar dolgo že bili. Ja, moj PowerPoint ni tako dolgo. Ja, jaz sem nekaj sem spremenila, tudi po
slovensko in se opravičujem za napake, ker to ni mi tako lahko. In ne vem, malo krajši. Jaz sem to počela za dve vprašanji in to, zakaj imamo tu v knjigi, imamo taj odnose iz Avstrije in Italije. In to je problematično. Razlog je, ker teritorij od najdbe, to je teritorij, to je Slovenija. To so te važne lokacije, naprimer, to je most na Soči, tudi Mužja jama in tako naprej. In drugo, to je, zakaj imamo te najdbe zdaj v Trstu in tudi na Dunaju. In zakaj to? In to je en razlog, to je monarhija. Je to današnja Slovenija je bila delo monarhije in tam so izkopavanja so bile avstrijske, od muzeja, Narodnoslovni muzej, od Prazgodovinske komisije akademije in tudi od antropološkega društva. In to je bilo takrat, to je bilo čas, kdaj je prazgodovina kot znanstvena disciplina je bila že na poti, to je bilo že na poti v razvoju in zato je zelo važno, da se izkopa, da se raziskava. In seveda, to so bile izkopavanja na troške, državne troške in te najdbe so prihajali na Dunaj. In na Dunaj imamo takrat novi muzej, Narodnoslovni muzej, in koncept je delala geolog in prehistoričar Ferdinand von Hochstetter. In on je bil tudi darwinista in radi tega on je hotel tudi muzej, ta muzej bo slijedi taj sistem evolucije. In radi tega on je, to je bilo prvič je to dobilo, da on je ostavio udelek za prazgodovino. In tu imamo namen je bil, da v prazgodovinski udelek, da imamo tu te največji kulture, prazgodovinske kulture na podu Avstrije. In to je bilo tudi, razlog je bilo tudi za razvoj prazgodovinske nauke. In seveda tada je problem je bil tudi na Primorskem, da smo imeli Risorgimento in irredentisti in tako naprej. In Italijani so videli te raziskovanja iz Avstrije. Oni so tu videli kao neki imperializam.
In oni so rekli, da Avstrijci odstranejo najdbe, koji su dediščina, nacionalna dediščina, kažemo tako. Ne? In potem smo imeli prva vojna in po prvi vojni Avstrija je vse izgubila. Ne? In taj avstrijska Primorska je pripadla Italiji. Ne? In potem imamo dve vali, recimo, za restitucije. Prva je bila od generala Severja na Dunaju, ali to je bio predvsem za umetnost. Ne? Imamo tudi malo prej, imamo eno sliko, ki je tu, ne? To je muzej umetnosti, zgodovine umetnosti na Dunaju in vidimo te prazne okvire. In potem je bil že en sporazum in to je bil taj poseben sporazum in takrat imamo tudi arheologijo. In potem je bil Stikoti, Piero Stikoti, on je bil direktor muzeja, antičnega muzeja v Trstu in on je bil delegat za Julijske krajine iz Italije in on je imel te, moram povedati, ali to je, on je razgovarjal z Josefom Bajerem, on je bil direktor prazgodovinskega odela na Dunaju v muzeju in imamo potem sporazum, ampak imamo, to je zanimivo, je tu in v sporazumu, imamo tudi lokalitete iz Južne Tirolske in tudi iz Trentina. In to pomeni, to vemo iz dnevnika od Giuseppe Gerola. Giuseppe Gerola je bil iz Trenta, on je bil direktor muzeja v Trentu in on je bil odgovoren za Tirolska in tudi za Trentino. In on je bil tudi velik prijatelj za Stikotje. In iz dnevnika vemo, da oni su taktirali, ne? In Stikoti je bil, on je spustil neke najdbe iz Primorske, ne? In zato Gerola je dobil te najdbe iz Tirolske in Trentina. In to je bilo dobro, recimo to je bilo dobro za muzej na Dunaju, jer cela skupina od najdbah iz Idrije pri Bači so ostajali na Dunaju. In potem Stikoti, on je bil velik Italijan in on je osnival tudi muzej Risorgimento v Trstu in on je potem vse te najdbe iz Avstrije, to je on napravil skupaj za najdbe od Markezetja, od Carlo Markezetja, on je tudi izkopal v
mostu na Soči in vse to je bilo v muzeju, nov muzej, antični muzej. In to je ta muzej, ki je danes muzej Intiman v Trstu in tu imamo vse te najdbe danes. In seveda to je bilo iz Italije, to ni bilo za naučne, recimo naučne motive, ali motive so bile političke, ne, in oni so instrumentirali najdbe, jer Italija je bila mlada država in to je bilo tudi neko sredstvo za jačanje identiteta Italije. To bi bilo na kratkem in vse najdete v knjigi. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.